Takole, en lep dober večer. Danes bom pa kar jaz začel, oziroma bom ves čas gospod Vernik nas pozdravlja iz ene lepe, tople destinacije, tako da mu lahko privoščimo malo oddiha. Mi bomo danes nadaljevali zgodbo o družini Turn-Valsasina. Zadnjič smo pravzaprav povedali, tiste osnovne podatke, od kod so Turni izhajali, in potem smo se zadržali pri goriško-devinski veji in jo pripeljali do izumrtja oziroma do spojitve z češko vejo Turnus-Taxis. Danes je pred nami pravzaprav dvoje zgodb. Prva, krajša, bo zgodba o furlanskih Turnih, ki so imeli tudi zelo pomembno vlogo v našem prostoru. Potem pa pride pravzaprav tista za nas seveda najpomembnejša veja, to so bili notranje avstrijski Turni, ki so se potem na začetku ali pa rečemo v prvi četrtini 17. stoletja razdelili v dve veji, radovliško in pa pliberško, ali pa če hočete gorenjsko in pa koroško, in slednja obstaja še danes. Zdaj, gledajte, že zadnjič na nek način to nakazal, danes bo še to pa toliko bolj razvidno. Družina Turn je izredno problematična za raziskovanje. To pa zaradi tega, ker je toliko različnih vej, ki so se med seboj prepletale, izumirale oziroma se ceple, dedovale, in mi lahko imamo na enem sorazmerno majhnem področju dve ali pa celo tri veje Turnov, ki so bili lastniki tako rekoč sosednjih posesti, ampak vsak od njih je čisto svoja zgodba. Če se spomnite, zadnjič smo govorili o Turnih iz Devina, ki so bili veliki zagovorniki katoliške cerkve, ki so bili veliki podporniki Habsburžanov. Danes bomo ugotovili, da pa obstajajo seveda Turni iz na eni strani te furlanske veje, ki so bili pa na strani Benečanov, in ugotovili, da pri notranje avstrijskih Turnih seveda srečamo goreče pripadnike protestantizma, kot je bil Henrik von Turn, vodja čeških protestantov, in pa seveda vam gotovo bolj poznan baron Ahac, ki je v glavnem živel v Kamniku in okolici. In ta protestantizem je bil pri Turnih zelo žilav in ga bomo še preko današnjega predavanja v naslednje sledili. Torej, kot sem rekel, začeli bomo z furlansko vejo, torej eno od vej Turnov. Prvi, ki sodi v to vejo, je bil ta Florimonte della Torre, pač po italijansko bomo še na začetku jih poimenovali, ki živi v prvi polovici 14. stoletja. Zdaj, Florimonte je bil človek, ki se nikakor ni mogel sprijazniti s tem, da so jih nagnali iz Milana. Vemo, da se je to zgodilo eno generacijo prej, da so Turni prišli v Furlanijo na Goriško, tudi Florimonte je skušal na vse načine se vrniti v Milano, ampak Visconti so bili tam premočni in seveda so iz, recimo, verskih voditeljev, spomnite se zadnjič, Ottone Visconti je bil nadškof v Milano, prišli v politične, postali so vojvode Milana in seveda proti tako močni sili pač Turni niso mogli kaj
storiti. Na srečo je bil Florimonte toliko moder, da si je tako rekli za vsak primer omislil tudi nekaj posesti v Furlaniji in tukaj pridemo do tega, da se začne podobno kot njegovi žlahtniki iz goriške veje, tudi on seveda bližati goriškim grofom, ki mu ponudijo nekaj posesti v fevd. Torej njegov naslednik, njegov sin je bil Ottolino, torej bomo rekli mali Otto della Torre. Zanimivo, če se spomnite zadnjič pri goriško-devinskih turnih imamo eno zelo veliko pogostnost imena Raimond ali pa Raimondo. V recimo furlanski veji, ki je bila sosednja, da tako rečem, ali pa v notranje avstrijski, ki je bila ravno tako sosedna veja, so seveda to ime popolnoma izbrisali, niso ga uporabljali. Torej, ne glede na to, da gre za isto družino, ampak, kot sem rekel, različne veje, se seveda zgodba, bom rekel, kar se imen tiče, zelo razlikuje. Vsaka veja je imela svoja, recimo, priljubljena imena, če tako rečemo. Delno vezana seveda tudi na kraj, kjer so živeli. Torej, Ottolino della Torre se je poročil z Emilijo Frankopan. Zdaj, če pomislimo, da so furlanski turni živeli v Furlaniji, Frankopani pa seveda na območju Hrvaškega Zagorja, tam okrog, potem gre za kar daljno, bom rekel, zelo daljno poroko. Mi se bomo danes kar nekajkrat vrnili na te povezave med Turni in pa Hrvaško. Torej, podobno kot celjski grofja, ki so bili sicer na tem področju bolj uspešni, so tudi Turni imeli kaj za opraviti z hrvaškimi plemiškimi hišami in seveda tudi Hrvaško kot tako, še posebej vojno krajino potem v 16. stoletju. Torej, vidimo, ta Ottolino je s tem, ko se je z Frankopanovo poročil, postal tudi sorodnik celjskih grofov. Je pa zanimivo, da je za razliko od svojega očeta, ki je stavil na goriške grofe, pravzaprav raje seveda se videl v podobi zaščitnika uglejskega patriarha, je pa za vsak primer stavil nekaj tudi na beneškega konja, če smem tako reči. Torej, vidimo, da so Turni v tem času verjetno tudi zaradi neke pridobljene previdnosti stavili na več, bomo rekli, igralcev, ne le na enega. Preprosto zato, ker so verjetno se bali, da bodo spet kdaj mogli odkot bežati in to je bilo bolje imeti več želez v ognju. Tukaj bi vas seveda na eno stvar opozoril. Na to, da je Ottolino dobil naziv beneškega patricija. Danes vemo, stvar je bila, bom rekel, dolgo stvar debate, da je Ottolino tam zaplodil še eno vejo, ki je bila dolgo, ali pa bomo rekli, ves čas svojega obstanka izrazito nepomembna. Je pa na koncu dala človeka, ki se je povzpel najvišje, kar je bilo sploh možno. O tem bomo govorili, ko bomo zaključevali za furlansko vejo. Torej, ne bomo seveda vseh teh furlanskih turnov obdelali. Za nas je naslednja, ki je pomemben, Luigi oziroma Ludvik. Ta se je Torinjani pisal, torej ne della Torre, pač pa Torinjani. Ludvik je seveda bil zelo dober vojskovodja in je sodeloval v vojni za
Gradiško oziroma za Gradišče. To je vojna, ki vemo, da izbruhne po izumrtju goriških grofov, ko so si Habsburžani seveda pridobili njihovo posest, na drugi strani so pa seveda beneški doži tudi želeli to območje. In tako je izbruhnila prva avstrijsko-beneška vojna, oziroma večkrat poimenovana tudi vojna za Gradiško. In če se boste spomnili, zadnjič smo omenjali enega od turnov, goriških turnov, to je bil Nikolaj, ki je seveda zelo, zelo hrabro se boril na strani Habsburžanov. Vidimo, Luigi pa na strani Benečanov. Torej, vojna, turni so na eni in na drugi strani. Bomo rekli pametna odločitev, Na vsakem primeru so bili na strani zmagovalcev in so lahko, bomo rekli, poskrbeli tudi za žlahto, ki je bila recimo na drugi strani. Mnoge družine, plemenite in neplemenite, so se skozi zgodovino tako obnašale in tudi na ta način ostale. Torej, Luigi dobi za svoje velike zasluge strani Benetk v upravo Videm oziroma Udine. Upravo tega mesta je vodil precej s trdo roko, temu se je uprlo ljudstvo, ki je pravzaprav priredilo en tak pravcati pokol mestne aristokracije in Luigi je bil tudi umorjen leta 1511. Benečani niso nič storili. To je seveda za Turne pomenilo, da se morajo sprijazniti s tem, je pa seveda to ostalo zapisano v njihovem spominu in Beneška republika odslej za njih ni bila več tako zelo dobra priložnost, kot so seveda si prej to zamislili. Torej, furlanski Turni se zdaj malo bolj ogradijo od Benečanov, ampak to so si vendarle lahko privoščili. Glejte, namreč v večjem delu 16. stoletja je nad to vejo Turnov bdel kardinal Mihael de la Torre. Torej, imamo Turna, ki se je povzpel zelo, zelo visoko. Tukaj imamo njegov portret, en bakarorec. Zdaj, seveda, biti kardinal v 16. stoletju, še posebej pa v Italiji, je bilo povezano z velikim bogastvom in na drugi strani seveda tudi z velikim vplivom. In kardinal Mihael seveda je imel oboje. Bil je dovolj močan, da je lahko ščitil svojo furlansko družino, ne da bi seveda pri tem se mogel preveč naprezati, namreč njegovo precej dolgo življenje in pa zelo, zelo velike diplomatske spretnosti so ga naredile za izjemno, izjemno veščega diplomata, ki je bil doma po vsej Evropi. Poglejte, Mihael je začel svojo, bomo rekli, tako poslovno kot seveda politično in seveda tudi cerkveno pot v Ogleju. Tam je postal duhovnik in potem je seveda odpotoval v Madrid oziroma Toledo na dvor Karla V. Cesar Karl V. Habsburški, torej vladar države, v kateri sonce nikoli ne zaide, je seveda bil očitno zelo navdušen nad mladim Turnom in ga je povišal v viteza. Tukaj bi seveda vam eno stvar moral povedati. Torej, ti si lahko bil plemič, lahko si imel kakršenkoli naslov, konec koncev si lahko bil grof, lahko si bil baron, lahko si bil mejni grof, vojvoda, knez, ampak seveda za večino plemičev je zelo
velik pomen bil viteški naslov. Viteški naslov je pa lahko seveda drugemu plemiču podelil nekdo, ki je že bil vitez. Seveda najbolj prestižne viteške nazive so dajali vladarji in jasno, cesar je bil tisti, ki je bil na vrhu te piramide. In to, da ga je seveda Karl V. povišal v viteza, je za mladega Turna pomenilo zelo veliko. Odprla se mu je zdaj kariera in papež Pavel III. Ga je naredil za škofa. Torej, eno z drugim se ni teplo. Če vi mislite, viteški naziv je bil v tem času v glavnem častni in je pač nekje se spodobilo za plemiča, da je bil tudi vitez, ni bilo pa nujno. In seveda biti škof in vitez hkrati se ni nič teplo. Torej, vitezi v tistem času se niso več tako pogosto bojevali, kot so se morda kako generacijo prej. Torej, Pavel III. Iz družine Farnese je bil izredno zvit človek, diplomat, bomo rekli človek, ki mu je uspelo pravzaprav vse, česar se je lotil, in bil je človek, ki je zelo dobro precenil druge ljudi, tako da je Mihaela vzel v službo, torej Mihael praktično ni videl svoje škofije in Pavel III. Ga je poslal v Trident ali pa Trento, kjer je seveda Pavel sklical koncil. Koncil, ki naj bi seveda katoliško cerkev prenovil. Torej, Mihael gre v Trident in seveda tukaj se udeleži večjih zasedanj tega koncila. Koncil, tridentinski koncil, ta izraz vam je gotovo znan, je z prekinitvijo potekal več kot 20 let, torej Mihaela ni ves čas bival v Tridentu, je pa bil tu dovolj časa, da je postal zagret seveda pripadnik protireformacije ali pa jaz raje uporabim izraz katoliške reformacije. To je seveda spoznal tudi Rim in papež Pavel IV. Ga je poklical k sebi za tajnika. To je seveda izredno pomembno. Pavel IV. Je bil izredno neprijeten človek, sumničav, in da je komu zaupal, je moral biti res nekaj izjemnega. Mihael je gotovo bil, in Pavel, ki je bil hud nasprotnik protestantizma, je očitno v Mihaelu našel podobno dušo in vemo, da sta bila zelo tesna sodelavca. No, na koncu, ko je Pavel umrl, je seveda Mihael izgubil svojega velikega podpornika, novi papež pa je vendarle seveda čutil, da je treba tega nadarjenega klerika nekako uporabiti in ga je poslal v Francijo, na dvor kralja Karla IX., kjer je Mihael bil tudi v času znamenite ali pa raje rečem razvpite Šentjernejske noči, ko so katoličani ob poroki Henrika Navarskega in Margarete Valois izvedli pokol nad protestanti. Zdaj, tu seveda glavno vlogo igra kraljica mati, torej Katarina Medičejska, pred leti smo tudi o tem govorili, zagotovo pa seveda Mihael kot papeški nuncij in goreč nasprotnik protestantov tu ni imel stranske vloge. Torej, vsekakor ima prste tule vmes in bomo rekli tako, kaj vse je tu storil, ne vemo. Očitno pa seveda je v Rimu prevladalo mnenje, da si zasluži nagrado. In Gregor XIII. Ga je povišal v kardinala. Torej, Mihael je prišel do pravzaprav najvišjega možnega položaja, edino, seveda, če bi postal papež, bi bilo še za njega bolje, ampak vemo, da se za ta položaj ni potegoval. Namreč, ko je Gregor umrl, so bile konklave, iz katerih je kot zmagovalec potem Sixt V. izšel in Mihael se jih ni
udeležil. Verjetno je bil že zelo, zelo bolan ali pa je računal, da ne bo zmogel seveda papeške službe opravljati in se je konklav niti ni udeležil. Malo zatem umre in lahko rečemo, s tem je seveda preminil tudi doslej najpomembnejši pripadnik družine Turnova. Torej, kot sem rekel, samo eden od Turnov se je potem povzpel še višje, daljni sorodnik Mihaela, ravno tako iz te furlanske veje. Poglejte, treba je povedati seveda, da Mihael, čeprav je bil po rangu najvišji in pa poglavar družine, ni bil tisti, ki bi seveda poskrbel za nasledstvo. Treba je povedati, da je sodil med tiste duhovnike, ki so celibat jemali zelo, zelo resno in tako je pravzaprav njegov bratranec, Sigismund I. de la Torre bil tisti, ki je nadaljeval z to furlansko vejo. V Vidmu, torej tam, kjer so de la Torre oziroma Torjani že nekaj časa imeli svoje, bomo rekli, glavno težišče, je dal zgraditi tole lepo renesančno palačo, ki se še danes tako imenuje, torej zgradnjo so začeli leta 1570 in jo potem nadaljevali še v naslednjo generacijo. Poglejte, Sigismund je bil seveda za razliko od svojih predhodnikov, članov furlanske veje družine de la Torre, zvest podanik Habsburžanov in je v imenu nadvojvode Ferdinanda, torej vladarja notranje avstrijskih pokrajin, obiskal papeža Klemna VIII. Morda se boste spomnili, prejšnjo uro smo omenili, da je bil eden izmed goriških Turnov tudi veleposlanik pri tem papežu. Torej, Sigismund je bil, mi bi rekli temu, izredni poslanik, ki je šel z samo eno samo nalogo, z eno samo misijo k Klemnu. Namreč šlo je za vprašanje pomoči papeža boju proti Turkom. Klemen je bil izvoljen leta 1592 in takoj po izvolitvi ga je obiskal Ferdinandov poslanec, namreč Ferdinand kot vladar notranje avstrijskih pokrajin je bil tisti, ki je bil seveda zadolžen za vzdrževanje meje Sveto-rimskega cesarstva proti Turkom. Ferdinand je bil zelo, zelo pobožen katolik, o njem bomo še seveda kako spregovorili tekom današnjega predavanja. Pomembno je pa seveda, da je tudi poslanik, ki ga je poslal nadvojvoda v Rim, bil tak. Zdaj, glede na to, da so se v Rimu še dobro spominjali njegovega strica, torej pokojnega kardinala Mihaela, je normalno, da je Klemen z zadovoljstvom sprejel tega poslanika in seveda tu je Sigismund dosegel nekaj zelo, zelo pomembnega. Papež je obljubil, da bo poslal 10.000 vojakov in seveda tudi precej denarja. Ta obljuba je bila seveda izpolnjena in to že eno leto potem, ko je papež seveda zasedel prestol. Namreč naslednje leto se je odvila znamenita bitka pri Sisku. To je bitka na sotočju Save in pa seveda potem vidite Sotle, torej Kolpe, in seveda bitka za Sisak, tule ga lahko vidite, je zelo pomembna. To je bitka, ki pravzaprav predstavlja en zelo pomemben prelom. Zdaj, v njej sami Turni niso sodelovali, bomo pa videli, da so notranje avstrijski Turni desetletja prej igrali zelo pomembno vlogo v bojih z Turki. Torej, v tej bitki so
čete, nadvojvode Ferdinanda in pa seveda na drugi strani tudi papiške čete, ki so prišle na pomoč, premagale Turke. Med seveda poveljniki te krščanske vojske, zmagovite vojske, se je posebej izkazal svojo hrabrostjo in uspešnostjo Andrej Turjaški, torej tudi, če smemo reči, naše gore list, da je bil res zelo zaslužen priča pismo, ki ga je dobil od papeža osebno. Klemen VIII je Andreju Turjaškemu pisal zahvalno pismo, da je seveda Evropi krščanstva naredil veliko uslugo. Zdaj, zakaj je ta bitka tako zelo pomembna? Poglejte, zelo preprosto. To je prva velika bitka na kopnem, ki so jo Turki izgubili. Boste gotovo se spomnili, Turki so 1571 bili poraženi v bitki pri Lepantu, to je pomenilo preobrat na morju, medtem ko seveda bitka pri Sisku pokaže, da Turki niso več sposobni voditi nekih zelo velikih, zelo obsežnih vojaških akcij proti srednji Evropi. In to je seveda bil za Evropo, za papeža, seveda predvsem pa za naše kraje, ki so bili na meji z Osmanskim cesarstvom, zelo pomemben dogodek. In zaradi tega seveda je Sigismundovo poslanstvo pri papežu tako zelo pomembno. Torej, papežove čete in pa papežov denar, ki so prišli na Sigismundovo seveda pregovarjanje, so tukaj podprli čete, ki so izhajale sicer iz naših krajev, torej krajinske, štajerske, delno tudi koroške, in seveda pripomogle k tej zelo pomembni zmagi. Ta zmaga je bila tako pomembna, da je po celi Evropi odmevala. Cesar, to je bil takrat Rudolf II, ki je varno seveda bival v Pragi, daleč proč od Siska, je iz tega ven naredil celo zgodbo, seveda v njej je on nastopal kot glavni junak, ampak njemu papež ni poslal nobenega pisma, Turjaškemu Andreju pač. Zanimivo, v tem času imamo spet še enega od pripadnikov furlanske veje Turnov na visokem cerkvenem položaju, torej Ivan de la Torre, tako ga tudi viri imenujejo, je bil škof na otoku Krku. Hrvati ga štejejo za svojega, vemo, da je pač pripadnik te velike plemiške družine in da ni bil prav nič Hrvat, in je pa pomembna zaradi tega, ker je uredil ne samo stolnico v svoji glavnem mestu, pač pa tudi pripomogel k temu, da je to območje postalo spet zelo, bomo rekli, perspektivno, torej poskrbel tudi za gospodarstvo in vse ostalo. Krk je bil seveda pod beneško oblastjo v tistem času. No, zdaj pa seveda pridemo do konca. Glejte, furlanska veja Turnov je potem seveda obstajala še do 19. stoletja. Mi jih bomo pustili na miru. Tole zgodbo bomo zaključili z temle gospodom, Carlo de la Torre Rezzonico. Torej, Carlo je seveda bil potomec, daljni potomec, če se spomnite, Ottolina de la Torre, ki je bil beneški patricij, in tam je očitno nastala veja, ki se je potem zelo skromno držala v ozadju velikih dogodkov, vse dokler se ni rodil Carlo. Carlo je potem seveda naredil izjemno kariero in leta 1754 je postal papež. Papež Klemen XIII. Ta čudovit portret, ki ga vidite in danes visi v Benetkah v enem muzeju, je slavni slikar Mengs naslikal. Klemen je bil precej nesrečna
figura. Zakaj nesrečna? Veste, predvsem zaradi tega, ker so takrat proti cerkvi delovale močne, centralizirane države, predvsem države, na čelu katerih so bile burbonski poganki, torej Francija, Španija, Neapelj in pa Parma. Želja vseh teh kraljev je bila, da bi papež razpustil jezuite. No, to se ni zgodilo, papež je bil trmast in obstaja resnično velika možnost, da so ga potem seveda zaradi tega zastrupili, da je umrl nenaravne smrti ali pa, če hočete, nasilne smrti. Njegov naslednik je potem jezuite razpustil, ampak o tem seveda ne bomo. Torej, noben drug pripadnik družine Turn oziroma de la Torre se ni povzpel tako visoko. Nimamo nobenega kralja, nobenega vojvode, nobenega cesarja, kot smo videli enega kardinala, nekaj škofov, tako znotraj Avstrije, kot seveda tudi izven, in pa tega papeža. Morda kot zanimivost, Klemen je pokopan v baziliki svetega Petra v Vatikanu, ima čudovit nagrobnik, ki ga je Canova izklesal. Torej, toliko o tej furlanski veji. Imela je pomemben vpliv na naše kraje, ampak seveda niti približno pa ne tako pomemben vpliv kot pa notranje avstrijska veja, kar seveda že sam izraz pomeni. Torej, ko govorimo o notranji Avstriji, morate vedeti, da je to pojem, ki je nastal po delitvi habsburške dediščine z smrtjo cesarja Ferdinanda I. Ferdinand I je imel več otrok moškega spola in je seveda svoje dežele razdelil med njih. In pojem notranje avstrijske dežele se seveda nanaša na območje Krajinske, Koroške, Štajerske in pa seveda takrat ločene enote, torej samostojne dežele, to je bila Goriška, nekdanja Goriška grofija. Tako, če se boste spomnili iz predavanj o goriških grofov, je tako bilo dokler, seveda ni Napoleon v te kraje prišel. Torej, notranja Avstrija je torej ta del, ki je v glavnem poseljen z Slovenci, in seveda na tem teritoriju so Turni delovali stoletja in kot vemo, še vedno obstajajo na tem teritoriju. Poglejte, ni pomembno, kaj se je z to notranje avstrijsko vejo dogajalo od začetka 14. stoletja, ko so Turni prišli na območje Furlanije. Za nas je seveda pomemben, ali pa prvi pomemben pripadnik te družine Anton I. von Turn. Tu bomo pa zdaj seveda, ker gre za notranjo avstrijsko vejo, govorili seveda po nemško, nemški ta predlog, torej von bomo dodali pred priimkom. Torej, kaj je Anton tako zelo pomembnega naredil? Poglejte, Anton je bil zelo zvest, ne bomo rekli ravno služabnik, ampak vsekakor zelo zvest dvorjan zadnjega goriškega grofa in kneza, Lenarta, tukaj ga lahko vidite skupaj z ženo njegovo, Paolo Gonzaga. Torej, goriški grof mu je, torej Antonu I. Turnu zaupal v upravo Sveti križ nad Vipavo, danes pravimo temu Vipavski križ. Za trenutek razmislimo. Torej, to je do zdaj ta tretja veja, zadnja veja, ki jo bomo pravzaprav obravnavali, ker se bo potem še razdelila na vsaj 3 dele. In poglejte, to, kar sem rekel na začetku današnjega predavanja.
veje družine Turn so živele blizu skupaj. Pomislimo, imamo tako imenovano goriško vejo, ki je v Devinu, imamo seveda zdaj to notranje avstrijsko, ki se seveda zaenkrat pač na Vipavski križ veže in potem ne smemo pozabiti furlanske veje, ki je pa dejansko v Vidmu in v okolici imela svoje posesti. Torej, 3 različne veje Turnov, vsaka z svojimi posestmi in živijo pa tako rekoč kot sosedje, drug ob drugemu. Torej, zakaj je Lenart Goriški Turnu zaupal upravo nad Vipavskim križem? Glejte, Vipavski križ, kot sami veste, ima izredno strateško vlogo. Gre za kraj, visoko zgoraj na hribu nad Vipavsko dolino in seveda to je obdobje turških upadov. Morate vedeti, da le leto prej je umrl veliki osvajalec, Mehmed II, s tem pridevkom, osvajalec, in seveda turške čete, turški janičari so že seveda pogosto bili gostja, nezaželjeni gostje na naših tleh. Namreč nekaj morate seveda tu razumeti. Turki so v tem času imeli zelo smele načrte. Mehmed II je proti koncu svojega življenja imel v načrtu zasedbo Italije. Njegovi vojaki so se skrcali na jugu, na Peti, spodaj pri Otrantu. Hkrati je Mehmed iz Bosne, ki seveda je bila že takrat pod turško oblastjo, poslal nekaj vojakov po kopnem in to seveda ravno skozi Vipavsko dolino. Mehmeda pač ni brigalo to ozemlje. Goriški grof mu je bil verjetno popolnoma neznan pojem, o Turnih pa seveda zagotovo ni slišal. Ampak Mehmed je seveda imel nenavadno ali pa niti ne nenavadno idejo, da bo Italijo napadel z 2 strani. Skozi Vipavsko dolino, seveda na to veliko furlansko in Patsko nižino, torej Mehmed je želel po kopnem priti do Benetk. Torej, severa in z juga stisniti Italijo v en tak primež, iz katere ne bi mogla. In ti načrti so postali znani. Čeprav je turški sultan umrl, je seveda načrt ostal. In Turki vemo, da upadajo v naše kraje še v naslednjih letih in seveda Lenart je tukaj ravnal zelo, bomo rekli, pametno, samozaščitno. Torej, vedel je, da na poti, na turški poti proti Benetkam je seveda Gorica, torej njegova prestolnica, pač kraj, ki bi ga Turki gotovo ne zaobšli. In seveda Vipavski križ z svojo strateško lego je bil zelo dobro oporišče, kjer bi lahko seveda nastanili vojsko, ki bi preprečila turški prodor proti Gorici in pa potem še naprej. Torej, da je zato zbral Turne, kaže na to, da je seveda Anton von Turn bil že zelo znan kot dober vojak, predvsem zvest vojak, namreč tako pomembne utrdbe seveda goriški grof ni zapustil, namenil kar tako nekomu. In to je zelo pomembno. Torej, mi ne vemo, kdaj je Anton I živel, ne vemo, ne čas rojstva, ne smrti, vemo pa za njegovega sina, torej Vida von Turna, ki je pravzaprav zdaj prevzel očetovo nalogo, torej varovanje tega, seveda Vipavskega križa. Tukaj seveda je pa igral posebno pomembno vlogo cesar, torej Maksimilijan I. Glejte, Maksimilijan kot pravi Habsburžan je bil vedno brez denarja, to vemo. In tukaj imamo zdaj zanimiv podatek. Očitno
je seveda Maksimilijan se zavedal, kako pomembno vlogo ima Vipavski križ. Ampak, ker ni imel denarja, da bi Turnom plačeval to službo, je seveda rekel, tu imate, dokler ne bo imel toliko denarja, da vam bom lahko plačo dal, imate dohodke tega Vipavskega križa. Torej, to seveda je zelo pomembno. Namreč tako Maksimilijan kot Vid sta najbrž vedela, da se bo to zgodilo na Nikolovo popoldne, in na ta način boste videli, so Turni prišli tudi do Radovljice, dobrih 100 let kasneje, pa še do kakega drugega kraja. Ko Habsburžani pač seveda niso mogli plačevati njihovih uslug, so jim najprej ponavadi dali za zastavo, tako kot če nesete seveda v zastavljalnico nek predmet, nekako uro, pa dobite neke gotovine in potem seveda obljubite, da boste v tem in tem času vrnili to in obresti in dobili uro nazaj. No, pri Habsburžanih tega dobili nazaj nikoli ni bilo, kot boste videli. Ker če bi to se zgodilo, potem bi tako Vipavski križ kot kasneje Radovljica seveda ne postala in ostala v lasti Turnov. Torej, Maksimilijan je to seveda Turnom zdaj dal v zastavo in seveda sam Vipavski križ je v Maksimilijanovih očeh imel veliko pomembnejšo vlogo kot prej za goriške grofe. Tukaj je Vipavski križ igral pravzaprav enako vlogo, ampak v dve smeri. Maksimilijan, to smo že danes omenili, pa seveda še zadnjič tudi, se je boril z Benečani v tej vojni za Gradiško. Njega je bilo strah, da bo beneška vojska potencialno lahko udrla iz Furlanije po Vipavski dolini not proti Krajinske, proti Ljubljani. Po drugi strani ta vloga seveda varovanja doline pred Turki je še vedno obstajala. Potem kmalu sicer ugasne, kot tudi vloga samega, bom rekel, same te vojne med Benetkami in Habsburžani, ampak Vipavski križ seveda ostane pomemben. In pomembno pri tem je seveda to, da je nekje z Maksimilijanovo smrtjo, to je bilo leta 1519, Vipavski križ prišel v dedno last družine Turm. In od takrat naprej so Turn, Valsasina, Kreuz, torej križ, sveti križ, Heiligen Kreuz celo. In kasneje dobi recimo Ahac von Turn celo naziv grofa Vipavskega križa in seveda še kaj drugega je vezano na vse skupaj. Torej, Turni so zdaj bili tukaj na Vipavskem križu doma. In zaradi tega je seveda zdaj gospodar Vipavskega križa, torej Vid von Turn, se odločil zgraditi grad. Nažalost so danes razvaline, ampak lahko vidimo, da je šlo vsaj po teh oknih za lepo renesančno zgradbo, utrjeno, ampak hkrati dvorec in hkrati utrdbo. Torej, Vid je bil zadovoljen s to svojo vlogo graščaka na Vipavskem križu in je rekel, tu smo in tu bomo ostali. In kasneje je seveda Vid oziroma so njegovi potomci to posest prodali,
Ahacu, torej enemu od predstavnikov družine, ki je pa živel na Krajnskem, ne tukaj, ne na Goriškem, čeprav roko na srce, ne, Vipavski križ je tudi seveda krajinski sod, ampak če danes govorimo o Krajinski, mislimo na Gorenjsko pa Dolenjsko, ne pa recimo na Vipavsko, Goriško in ta del. Torej, Anton II, to je bil eden od Vidovih sinov, je leta 1553 postal dedni maršal Gradišča. Zanimivo, ne, da je v Gradišču pomembno vlogo takrat igral tudi njegov sorodnik Nikolaj de la Torre. Zdaj, to biti dedni maršal se sicer lepo sliši, ampak seveda Gradišče je bil majhen kraj, torej ni ravno ne vem, koliko to pomenilo, predvsem pa zaradi tudi Antonova veja, ne, torej veja Antona II. Ni ravno dolgo obstajala. Ne. V vsakem primeru pa imamo zdaj tukaj enega od turnov, ki so pa izredno pomembni, predvsem za Goriško, pa tudi seveda potem za Krajinsko. To je bil Franc von Turn, ki vidimo, da je zelo dolgo živel in je uspešno vladal v Gorici in naredil tudi nekaj potez, ki jih bomo seveda potem spremljali še naprej. Tukaj imamo končno eno pravo upodobitev, torej serijo portretov grofov Turnov, hranijo te bakroreze v enem kraju, za katerega verjetno še niste slišali, to je Bad Arolsen, to je pri Kasslu v severni Nemčiji, v tamkajšnji grajski knjižnici imajo eno veliko zbirko portretov grofov Turnov. Kako so tja prišli, ne vem, dejstvo je, da se tam nahaja. In tam lahko vidite spodaj Franz Graf von Turn in spodaj piše Hauptmann die Görz, torej deželni glavar Goriške. Torej, Franc je bil sicer vladar, torej vladar, upravnik, neke majhne dežele znotraj Habsburškega cesarstva, ampak tukaj je pravzaprav naredil neke vrste čudež. Bil je dovolj izobražen, imel je zaslombo strani dvora in živel je dovolj blizu Italije, da je seveda vedel, kaj se je po Italiji dogajalo, mislim predvsem seveda v smislu neke renesanse, pa tudi seveda nekega tehnološkega razvoja. Veste, tukaj sem nekje nanizal stvari, ki jih je uredil v Gorici in vidite, da jih ni pravzaprav malo. Torej, v Gorici je uredil kanalizacijo. Treba je povedati, da je Franc bil sila moder človek. Torej, iz Italije, mislim, da iz Verone poklical enega učenega duhovnika in mu rekel, preglej cel teritorij, pa mi povej, kaj se da seveda izboljšati. In zanimivo, ta duhovnik je bil očitno dejansko človek neke prakse, veliko bolj kot pa besed, je rekel, glej, najprej kanalizacija. Kanalizacija je vir večine bolezni. Neurejena kanalizacija vodi do kuge. Torej, ta duhovnik je bil toliko pameten, da je vedel, odkot kuga prihaja, ni seveda trdil, da gre za božjo kazen, za grešne duše, in seveda prvo naredijo to. Zdaj, ker je seveda Gorica bila še vedno na meji med Beneško republiko in pa na drugi strani Habsburškimi deželami, popravilo in povišanje obzidja vsekakor ni bilo neumno delo. Potem seveda, veste, da ko Soča pride iz te svoje doline, ko se k njej priključi še reka Vipava, se začne ta Furlanska ravnina. In tam je seveda velikokrat prihajalo do poplav, bila so močvirja in spet vemo, močvirja niso dobra za ljudi, ne, kar se tiče infrastrukture, še manj seveda zaradi raznih bolezni, ki jih širijo recimo komarji, ki se tam radi zaredijo. Potem seveda je bilo potrebno v mestu urediti tudi, mi bi rekli, požarno obrambo, torej gasilce je ustanovil. In zanimivo,
velik problem, veliko italijanskih in tudi seveda srednjeevropskih mest so bili berači. Torej, berači, ki so prihajali, ali so bili domači, ali so prihajali od drugod. Dejstvo je seveda, da so nadlegovali ljudi po dolgem in počez in to seveda Francu nikakor ni bilo všeč. In je seveda prepovedal beračenje. Zavedal pa se je seveda, da s tem revščine same po sebi ne bo odpravil, zato je seveda uvedel eno posebno bratovščino, ki je skrbela za reveže. Torej, mi rečemo tako, najprej je uvedel socialo, potem je pa prepovedal beračenje. Rekel je, tisti, ki ste naši domači reveži, veste, kje dobiti denar ali pa, če hočete, hrano, pa vodo, pa to, da boste preživeli, tu jih pa ne rabimo. In da so se seveda vsi ti ukrepi spoštovali, je uvedel mestno redarstvo, vrste policijo. Zanimivo je, da je Franc se zavedal, da je pravzaprav zadnji iz te svoje veje, torej da nima nekih potomcev, ki bi bili pripravljeni živeti tukaj na Goriškem. Bil je 2-krat poročen. Iz prvega zakona je imel enega sina, ki je bil izrazito nesposoben in seveda ni želel, da bi ta sin podedoval njegovo premoženje. Zaradi tega je v 2 posebnih ločenih seveda odločbah velik del svojih zemljišč prepustil svojemu nečaku, Ahacu. Leta 47 Vipavski križ in leta 74 Stari grad nad Kamnikom. S tem pravzaprav pridejo Turni ne le na območje Krajinske, pač pa tam tudi se pokažejo kot neki gospodje z imetjem. Torej, Ahac je bil sin Francevega brata in seveda po očetu Ahac ni kaj dosti podedoval, mu je pa stric seveda na ta način omogočil zelo spodobno življenje in po drugi strani seveda tudi povišanje. Ahac je najprej postal baron, potem pa seveda tudi grof. Glejte, Franca je proti koncu življenja zapustil Goriško. Goriška ni bila njegova posest. Goriška je bila seveda v cesarjevi lasti in on je bil zgolj upravitelj. Lahko si mislite, da je Franc bil bogato nagrajen, ni pa seveda predvsem potem, ko se je odpovedal teh svojih posesti na Krajinskem in Goriškem, ni seveda želel tu ostati. Torej, Franc se potem na stara leta preseli na Moravsko, kjer se rodi v 2. zakonu njegov drugi sin, to je bil pa Henrik von Turn. Gre za enega najslavnejših Turnov, tudi zgodovinsko najpomembnejših. Lahko vidite, če se obrnemo nazaj, da je živel približno polovico življenja v 16. in drugo polovico v 17. stoletju. Torej, Henrik von Turn je bil zelo dober pripadnik češkega plemstva. Namreč, ko se je njegov oče preselil na Moravsko, torej del češke kraljevine, je seveda družina Turn postala del češkega plemstva. Torej, dober predvsem v tem smislu, da se je počutil za zelo Čeha, hkrati je pa seveda bil v tesni povezavi z temi kraji, v katerih je odrasel in, kar je seveda zelo pomembno, v tesni povezavi z protestantizmom.
Torej, ne vemo, ali je bil Franc protestant ali katolik. Dejstvo pa je, da so vsi turni v tem času, Ahaca sem že omenil, pa tudi potem nekateri naslednji turni, vsekakor pa Henrik, absolutno seveda bili protestanti in to bomo rekli taki zelo zagrizeni protestanti. Henriku se na začetku to ni negativno obrestovalo. Poglejte, govorimo o širitvi Turnov na Moravsko. Tukaj lahko vidite grb družine Turn, na Radovljiški graščini je nekaj podobnega, pa na Ravenskem gradu ravno tako, pa seveda v Pliberku bi tudi našli, samo da ta grb je na enem od prizidkov stolnice v Brnu, torej glavnem mestu Moravske. In vidimo te elemente, ki smo jih že seveda zadnjič obdelali, torej Turn, potem te helebarde z lilijami na koncu in pa tukaj lahko vidite tudi tega leva, simbol doline Val Sasina, torej posesti, ki seveda Turni že davno več niso imeli. Poglejte, mladi Henrik se je izobraževal skupaj z Habsburžani, postal je dvorni svetnik nadvojvode Ferdinanda, torej mi bi rekli član njegovega ožjega kabineta, bomo rekli član njegove vlade. Ferdinand je bil brat cesarja Maksimilijana II., tudi precej mlačen katolik, da ne rečem, da je z neko simpatijo gledal na to protestantsko stvar in Henrik von Turn je seveda pri Habsburžanih dosegel, da so ga zelo, zelo cenili in posledično je postal upravitelj tega gradu. Tisti, ki malo češko poznate, veste, da ne govorim o kar enem gradu, pač pa Karlštejnu, slovitemu gradu, ki ga je cesar Karl IV. Dal narediti. Torej, ta grad je ena največjih utrdb bil na tedanjem Češkem in tudi po rangu je verjetno samo še Hračani bili nad tem gradom. No, v tem stolpu, osrednjem stolpu, pustimo, ena čudovita kapela s poldragimi kamni obložena, ampak v tem stolpu so hranili kronske dragulje, tako češke kot cesarske. Vi morate vedeti, da v tem času je bila Praga glavno mesto, ne Dunaj. Dunaj je bil preblizu turške meje, Habsburžani so živeli v Pragi in to trdnjavo, ki je varovala cesarski zaklad, regalije cesarstva, je zdaj Henrik von Turn seveda upravljal. Tako kot so njegovi predniki, strateško pomembni Vipavski križ, tako je seveda Henrik von Turn zdaj postal upravitelj tega najpomembnejšega gradu na Češkem. To je seveda njegov ugled samo povečalo, tudi njegovo priljubljenost in posledično je Henrik seveda postal eden vodilnih plemenitašev na Češkem. Poglejte, leta 1609, že v 17. stoletju, je bil Henrik von Turn v skupini podpisnikov tega tolerančnega patenta. To je tako imenovano, Nemci imajo lep izraz, Majestätsbrief, torej cesarskega pisma, s katerim je cesar Rudolf II. Jamčil pravico svobodne veroizpovedi na Češkem, tako protestantom kot tudi Judom, praškim Judom. In Henrik seveda kot vodja čeških protestantov, to je zdaj že bil, je seveda sopodpisnik tega pisma, kar je zelo pomembno, podpisati dokument, ki ga je seveda sopodpisal tudi sam cesar, višje si pravzaprav težko v tedanji Habsburški monarhiji prelezu, sploh če seveda nisi bil član Habsburške dinastije. Torej, za Henrika je zdaj nastopilo eno zelo, zelo
lepo obdobje, ki je trajalo približno 10 let, namreč smo rekli 1609, je bil ta dokument podpisan, potem pa se na prestolu hitro zamenjata dva cesarja, torej Rudolf II. Umre, nasledi ga brat Matija, ki kmalu umre, in potem pride cesar Ferdinand II. Če pogledate njegov obraz, ne deluje ravno kot en prijeten gospod in tudi ni bil. Bil je strogo vzgojen katoličan. Vzgojili so ga jezuiti na Bavarskem, in za njega je bila samo ena prava pot in to je bila pot katoliške cerkve. Jasno je bilo seveda, da bo zdaj prišlo do konflikta. Namreč pod prejšnjimi Habsburžani, predvsem Maksimilijanom II. In pa na drugi strani tudi seveda Rudolfom II. Je protestantizem lepo cvetel, po vsej Avstriji. Konec koncev je to čas, v katerem smo tudi mi Slovenci svoje knjige dobili, Biblijo, pa Primož Trubar in tako naprej. Vsega tega je bilo zdaj konec. Ferdinand je napovedal vojno vsemu, kar je malo dišalo po protestantizmu. In seveda to je vodilo v hud konflikt z češkimi protestanti. Najprej z njimi, kaj ne smemo pozabiti. Ferdinand je še vedno vladal iz Prage. Praga je bila glavno mesto, šele kasneje se je Ferdinand na Dunaj odpravil, ki je potem ostal prestolnica Avstrije do današnjih dni. No, in glejte, kaj se zdaj seveda zgodi. Ferdinand je zahteval od čeških protestantov, da se odpovedo svoji veri ali pa emigrirajo. Protestantska stranka, ki jo je vodil grof Henrik von Thurn, je bila proti temu, in ko seveda pogovori med protestanti in pa cesarjevimi poslanci niso obrodili sadu, je seveda prišlo do dogodka, ki se pravzaprav lahko rečemo, lahko smatra kot ena taka opera buffa, komična opera, katere konec je bil pa strahovito tragičen. Torej pride do praške defenestracije. Mi vemo, da je med temi protestantskimi pogajalci bil tudi grof Thurn. In kaj so ti gospodje storili? Torej, kot sami lahko vidite, so cesarjevega poslanca in pa njegovega služabnika vrgli skozi okno Praškega gradu, Hradčanov. In to z višine približno 17 metrov. Oba dva bi mogla biti mrtva, ampak ker je bil spodaj en velik kup smeti in gnoja, o tem sem vam razlagal, ko smo se o Habsburžanih pogovarjali, sta samo omedlela. In ta služabnik, ki je menda padel na svojega gospoda, je bil toliko priseben, da je celo vstal, se upravičil, pa potem omedlel. Zgodba je resnična v tem smislu, ker je potem dobil za to gesto plemiški naziv baron von Fensterfall je postal. To pomeni padec z okna. Ampak kakorkoli se smite, iz tega ven se je rodila 30-letna vojna. Ena najbolj strahotnih vojn v zgodovini Evrope. Dejansko je trajala 30 let in je seveda popolnoma bomo rekli, uničila velik del centralne Evrope, avstrijske dežele, Nemčijo in seveda tudi Češko. Poglejte, Henrik je bil zdaj zmagoslaven. Henrik je bil med tistimi, ki so zdaj povabili v Prago novega kralja iz falške družine protestanta, ampak vladavina tega kralja je bila tako kratka, da so ga potem imenovali kar zimski kralj, ker je dejansko eno zimo vladal. Leta 1620 je bila pri Beli gori, to je malo zahodno od Prage, bitka, v kateri so katoliške cesarjeve čete premagale protestante. Tisti, ki niso bili ujeti in potem usmrčeni, so bežali. In med njimi je bil tudi Henrik von Thurn. Henrik von Thurn je zbežal v protestantski del Nemčije, se kasneje priključil Švedom, ki so prišli na pomoč svojim protestantskim bratom, sodeloval z
kraljem Gustavom II. Adolfom, torej velikim švedskim vladarjem, ki je bil izjemen vojskovodja, in potem seveda, ko je bil že prestar za vojskovanje, postal upravnik mesta Pernau. Zdaj, če razmišljate, kje to je na Švedskem, danes je to Estonija. To je lepo letovišče ob morju, vidite tukaj eno upodobitev iz sredine 16. stoletja. Torej, leta 1640 je Henrik von Thurn umrl v Pernau. Švedi niso pozabili njegovih zaslug in so ga pokopali v največji protestantski cerkvi v Estoniji, to je Marijina stolnica v Talinu. Vem, da ste nekateri, ki ste tukaj z mano že bili v Talinu in da smo bili tudi v tej stolnici, in priznam, da dokler nisem začel teh predavanj pripravljati, nisem vedel, da je eden od Turnov tudi tule pokopan. Torej, daleč na severu, daleč zgoraj na severu Evrope, v tej zelo zanimivi zgradbi, stari, gotski cerkvi, je Henrik von Thurn našel pravzaprav svoje zadnje počivališče. Torej, daleč od krajev, iz katerih je šel, krajev, kjer je bival, v izgnanstvu je umrl in je tudi še danes tukaj v stolnici pokopan. Tako da, če bo sreča mila, da še kdaj pridem tu gor, moram reči, da bom šel poiskat njegovo nagrobno ploščo, ker vem, da ni zanemarljive velikosti. Poglejte, zdaj pa pridemo seveda k enemu največjih junakov iz družine Thurn, to je baron in kasneje grof Ahac. Von Thurn vidimo, da je učakal 68 let, za tisti čas zelo veliko. Lahko rečemo, da je bil ne samo junak, pač pa tudi zelo srečen. Veliko srečo je imel v življenju, boste kmalu razumeli, zakaj seveda to govorim. Poglejte, Ahac je bil marsikaj. Deželni glavar Kranjske nekaj časa, potem je to postal tudi njegov nečak, Ambrož, eden od seveda najpomembnejših Turnov, ampak najprej gremo seveda k Ahacu. Poglejte, Ahac je bil na čelu vojnega sveta Kranjske in kot tak je seveda nadzoroval izgradnjo trdnjave Karlovac. Tukaj sem na srečo našel eno lepo zračno fotografijo. Vidite stari del Karlovca in lahko vidite to zelo pravilno obliko. Torej, imamo šesterokotnik, na katerega je potem priključen še en peterokotnik. Torej, gre za značilen tip trdnjav, kot so jih gradili v 16. stoletju. Glejte, Karlovac je bil poleg Varaždina glavno mesto vojne krajine. Vojna krajina je bilo območje Hrvaške, ki so mu dali poseben status. Tu so naselili uskoke, v glavnem pravoslavno prebivalstvo, ki je pribežalo pred Turki. Torej, uskoki pomeni, da so uskočili v to območje. Torej, Habsburžani, recimo cesar Ferdinand I, jim je dal pisno dovoljenje, da se naselijo. Bili so neke vrste svobodni kmetje in v zameno za to, da so jim dovolili, da so prišli sem, so ti uskoki seveda morali braniti meje Habsburške države, kar je bilo v tem primeru seveda tudi meje Kranjske. Kranjska je bila tista, ki je seveda bila najbližje tej meji med habsburškimi posestmi in pa seveda na drugi strani Osmanskim cesarstvom. Zdaj, seveda, Karlovac je bil takrat in je še danes na Hrvaškem, ampak govoriti v sredini 16. stoletja v Hrvaški je tako rekoč nemogoče. Torej, od tega, kar je nekoč Hrvaška bila, je tako malo ostalo, da imate na kakem zemljevidu napisano, imate en tak tanek trak,
ozemlja in temu so rekli ostanki ostankov Hrvaške, dobesedno, tudi v nemščini se ta pojem uporablja. In vojna krajina je bila del tega. Hrvaške je bilo pač zelo malo v tem času. Kasneje seveda se hrvaške posesti razširijo, ko Turke preženejo. Torej, Ahac je nadzoroval izgradnjo in seveda potem tudi upravo Karlovca. V tem pogledu seveda se je zelo izkazal in Ahac je bil sploh seveda zelo vezan na hrvaško območje, to pa zaradi tega, ker je bila njegova mati iz družine Zrinskih. Zrinski so bili pa poleg Frankopanov najpomembnejša hrvaška plemiška družina. Torej je imel seveda Ahac na Hrvaškem težke zveze in bomo videli, da je to precej tudi pripomoglo k njegovi slavi. Poglejte, Ahac je, če se boste spomnili, od svojega strica, Franca, dobil najprej posest Vipavski križ in potem Stari grad, tukaj vidite Valvazorjevo grafiko, torej Stari grad nad Kamnikom, Oberstein piše, torej zgornji Kamnik, zgornji kamen. In Ahac je tule uredil svojo rezidenco, vladal od tu, dokler seveda ne pride do ene hude nesreče. Tule, visoko zgoraj, je območje, ki je bilo očitno bolj dovzetno za bliske in enkrat med eno nevihto je eden blisk ubil njegovo hčerko. In to je seveda ga prepričalo, da mu ni, da bi tule ostal in se je potem seveda preselil dol v dolino in zgradil dvorec Sveti križ, tule med Kamnikom in Komendo v tem delu. Ampak to je bilo šele kasneje. Poglejte, leta 1566 se je Ahac udeležil bitke pri Sigedu oziroma obleganje Sigeda. To je seveda zgodba, ki pove veliko ali pa skoraj vse o njegovem junaštvu. Siged, danes Siged Vara na Madžarskem, je bila pomembna utrdba, ki je Turki nikakor niso mogli zavzeti. In leta 1566 se je nad to utrdbo zgrnila turška vojska, ki jo je vodil sam sultan Sulejman Veličastni. Kot se je izkazalo, je to bil njegov zadnji pohod. Ob njem je bil tedaj že Mehmed Paša Sokolovič, eden najslavnejših vezirjev v službi turških sultanov. Zdaj, seveda, kako to, da se je Ahac znašel tule? Namreč cesar, takrat je bil to že Maksimilijan, ki je bil hkrati tudi kralj Madžarske, je obrambo Sigeta zaupal njegovemu stricu, Zrinskemu. In ta je seveda povabil nečaka, naj pride zraven in Ahac seveda ni mogel reči ne. Prvič je doma na Krajnskem manjkalo velikih vojnih dogodkov in vsak plemic si je želel vojne slave, tu ni bil Ahac prav nič drugačen. Ga je pa to skoraj življenja stalo. Torej, vidite, Nikolaj IV. Zrinski je bil Ahacov stric po mamini strani, bil je zelo, zelo ugleden plemič, hrvaški ban in še kaj drugega, torej vsekakor izjemna osebnost in njemu je bila zdaj zaupana obramba Sigeta. Tukaj lahko vidite, Siget je bil sestavljen iz 3 delov, pravzaprav 3 trdnjav in tu lahko vidite, turški tabor in Turke, kako seveda napadajo to trdnjavo, ki je bila lepo obdana z vodo. Torej, danes seveda ni več tako. Torej, Turki so oblegali to trdnjavo brez nekih večjih uspehov. Moramo vedeti, da je turška vojska štela približno 130 000 mož.
da sta ji poveljevala sultan in veliki vezir. Nihče pa ni vedel, da je Sulejman na smrt bolan. Sulejman je umiral dobesedno med to bitko, bolehal je za rakom na ledvicah in seveda med to bitko je umrl. In ta vest je bila zamolčana, namreč veliki vezir Sokolović je dobro vedel, da če bi vojaki izvedeli, da je sultan mrtev, bi se več ne borili. In zaradi tega so seveda dejali, da sultan počiva, čeprav je bil vmes seveda že pokojni. Torej, Sulejman veličastni je tu umrl, morda kot zanimivost. Kasneje so njegovo truplo prenesli v Konstantinopla in ga pokopali v mavzoleju ob njegovi mošeji in tukaj v Sigedu so pa pokopali njegove notranje organe. Kasneje so njegovo grobnico podrli, ko so Avstrijci zasedli to območje, tako da nihče ne ve, kje ta grobnica pravzaprav je oziroma kje počivajo ti posmrtni ostanki, ali del Sulejmana veličastnega. Poglejte, ko seveda je oblegancem zmanjkalo vsega, streliva, vode, hrane, namreč pomoči ni bilo od nikoder, je Nikola Zrinski seveda povedal svoje vojake v en tak poslednji boj, na čelu svojih vitezov je napadel Turke in seveda ta napad se je končal z turško zmago, drugače ni moglo biti. Tukaj govorimo o nekaj stotih vitezih, med katerimi je bil tudi Ahaz von Turn, ki je seveda na koncu vendarle uspešno vse skupaj zaključil, medtem ko so Turki njegovega strica ujeli, ga obglavili, njegovo glavo potem poslali novemu sultanu v Konstantinopel, je Ahaz uspešno seveda zbežal, v tem begu ni bilo nič sramotnega in je bil eden redkih preživelih te bitke pri Sigedu. Bitka se je sicer končala z turško zmago, ampak glede na to, da je nekaj tisoč vojakov in nekaj 100 vitezov zadrževalo to ogromno turško vojsko, je seveda pokazalo, da Turčija seveda je nekako dosegla svoj vrhunec, da od tod naprej ne bo. In Zrinski seveda je postal nacionalni heroj in vsi, ki so se z njim borili, so postali junaki. Zdaj, Ahaz, ki je bil seveda eden redkih, ki so preživeli, je bil še pa toliko bolj zanimiv, ker je seveda to legendo širil. On je bil očividec in treba je povedati, da je o tem poročal samemu cesarju in seveda postal taka, bomo rekli, živa legenda. Torej, tako danes gleda Siget, ta trdnjava, kot vidite, vode ni več okrog, vse skupaj je lepo zatravljeno in to je pravzaprav to, kar je ostalo od te srednjeveške trdnjave. Tukaj imamo pa spomenik, ki so ga postavili, imamo Zrinskega na levi in pa Sulejmana na desni. Oba dva sta umrla v tej bitki. Sulejman seveda naravne smrti, Zrinskega so pa, kot sem rekel, po porazu usmrtili. Glejte, Ahaz se zdaj vrne domov na Krajinsko. Vojne je imel dovolj, kot smo rekli, zgradi dvorec, grad, križ, tule, med Komendo in Kamnikom in seveda tu bi na eno zadevo opozoril. Zakaj križ? Zaradi tega, ker je seveda želel s tem poudariti svojo povezavo z Vipavskim križom, ki ga je dobil 2 desetletji prej od svojega strica Franca in na ta Vipavski križ je bil tudi njegov grofovski položaj
vezan. Zato seveda, kot vidite tule krojca, oziroma križ po slovensko. Ta zgradba je seveda zelo zanimiva, namreč ne le, da je šlo za, če tako rečem, novogradnjo, pač pa je Ahac kot zelo trden pripadnik protestantske vere od vsega začetka planiral to kot neko, če hočete, pribežališče protestantov. Vi morate vedeti, da proti koncu Ahacovega življenja, ko je nadvojvoda Ferdinand prevzel vlado habsburških posesti, torej notranje Avstrije, kasnejši cesar Ferdinand II, se je protireformacija izvajala z veliko vnemo in tukaj znotraj seveda tega poslopja so protestanti imeli svojo kapelo, kamor so lahko hodili seveda k bogoslužjem, torej k svojim obredom, in zraven je seveda dal urediti Ahac tudi pokopališče, torej protestantsko pokopališče. In dokler je bil seveda Ahac živ, je treba povedati, da si nihče ni upal nič. Torej protireformacija je bila na Kranjskem zelo v teku, vodil je škof Hren, ga poznamo kot zelo zagrizenega vodjo te protireformacije, ampak seveda Ahac je bil junak, če ne prej, vsekakor po tej bitki pri Sigedu, in seveda nihče se ga ni upal dotakniti, ne njega, ne njegovega premoženja. Ko je pa Ahac umrl, se je pa seveda začelo tem protestantom slabo pisati in posebna komisija, ki jo je vodil škof Hren, je leta 1601 dala razstreliti pokopališče in seveda tudi uničila kapelo, protestantsko kapelo na temu gradu, na križu. In seveda s tem je ta pravzaprav zgodba skoraj že končana. To ne pomeni, da ni bilo več protestantizma med Turnimi. Če se spomnimo za nazaj, za Henrika, potem seveda bomo videli, da so seveda protestantski Turni živeli še desetletja naprej, ampak vendarle, tukaj na Kranjskem se je protestantizmu veliko slabše pisalo, kot pa recimo sočasno na Češkem. In to je seveda zelo pomemben podatek. Poglejte, Ahac je imel brata, to je bil Jošt Jožef von Turn, ki pa seveda ni bil kaj prida fant. Bil je zelo razborit, tukaj vidimo ga kot poveljnika vojne krajine, bil je poveljnik uskokov in se ga bolj pozna po njegovih nasilnih dejanjih. Torej, Jošt Jožef je velik del svojega življenja preživel v trdnjavi nad Senjem, tu veste, Senj je tukaj pač pod Velebitom, tu je seveda vojna krajina se dotaknila morja in tu je upravljal to območje. Bil je poveljnik uskokov, s katerimi je pa teroriziral domače, torej hrvaško plemstvo, kmete in še marsikoga drugega. Torej vsekakor o njem ne vedo viri kaj lepega povedati. Leta 1573 je bil imenovan za poveljnika vojske, ki se je lotila hrvaško-slovenskega kmečkega upora. Tistega upora, ki ga je vodil, ki so ga vodila Ilija Gregorič in pa Matija Gubec. In treba je povedati, da je se tukaj Jošt izkazal, sicer je zmagal, ampak njegovi uskoki so potem zelo kruto ravnali z preživelimi uporniki, torej rezali so jim nosove, jezike, da ne govorim naprej. Zdaj boste tudi razumeli, zakaj je Jošt bil tako zelo krut z temi uporniki. Glejte, tukaj območje Hrvaške, to je območje, ki je
bilo takrat v glavnem poimenovano Vojna krajina. In smo seveda rekli, da imamo dve prestolnici, eno je Varaždin, eno je pa tule spodaj seveda bil potem Karlovac. In ta upor je zarezal ravno vmes in to seveda v času, ko Turki še zdaleč niso bili poraženi. Torej gre seveda za neko jezo, ki je se rodila iz tega razmišljanja, da so ti uporniki pravzaprav ogrožali varnost cesarstva kot takega. Ampak kljub temu tudi po standardu tistega časa je bil Jožef absolutno preveč krut, tako do upornikov seveda kot tudi do drugih ljudi na tem področju. Tukaj par podatkov o njem, vidimo, leta 1570 je postal poveljnik uskokov in pa potem poveljnik Vojne krajine. Leta 1584 je premagal Turke v bitki pri Slunju, ampak že leto kasneje se je hrvaško plemstvo, ki je živelo na območju Vojne krajine pri nadvojvodi Karlu, pritožilo, da je pač Jožef enostavno preveč krut do Turkov in do svojih. To je zelo pomembno. Nadvojvoda sicer ni nič storil, ampak treba je povedati, da gre tukaj pri Jožefu za enega najmanj priljubljenih turnov, tako v času, ko je živel, kot seveda tudi kasneje strani zgodovinarjev. Torej, danes bomo zaključili s pogledom na ta napis, namreč naslednji turn, ki ga bomo obravnavali, je tisti, ki je seveda najpomembnejši za nas, torej za Slovence, to je bil Janez Ambrož, ki je začetnik tako radovljiške, kot seveda tudi koroške ali pa pliberške veje turnov. Tako da z njim in njegovim potomstvom do današnjih dni se bomo pa naslednjič ukvarjali. Preden da se danes razidemo, naše naslednje predavanje je na ponedeljek. Torej ne v torek, pač pa v ponedeljek. Torej lepo vabljeni, naslednji ponedeljek se spet vidimo. Hvala lepa.